Vi ste prodali 2 milijona plošč. Vi ste najbolj prodajana slovenska glasbenica. 40 let zadovoljevati zahteven okus publike, to ni lahko, si mislim. Ni lahko in ni naključje. To so me tudi starši naučila, veste, da moraš trdo delati, ker enostavno drugače ne gre. Tukaj ni bližnic, tukaj ni polovičarstva. Jaz čutim, jaz vem, kaj ljudem dam in koliko mi ljudje dajo nazaj. A ste to začutili že takrat, ko ste z 12 leti zmagali na prvem glasu Gorenjske, nekaj takega, na Jesenicah, ne? Ja, na Jesenicah. Santa Lucia je bila ta pesmica, se še zdaj spomnite, kako je bilo to? Veste, da se spomnim vsakega trenutka. To ste bili še deklica, 12 let stari. 12 let se še zdaj sem se naježila, ko ste mi to omenil. Tak aplav sem imela, da od tistega večera naprej nisem več mirno spala. Znova dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moja današnja gostja je Helena Blagne. Helena Blagne je ena najbolj prepoznavnih glasbenih osebnosti v Sloveniji. Je pevka, ki je na slovenskih odrih že 40 letja in je osvojila srca mnogih svojimi nepozabnimi uspešnicami. Njene pesmi so postale neodtujljiv del slovenske glasbene dediščine. Znana je po svojem izjemnem glasu, glasbeni strasti in nepopustljivem delovnem tempu. Helena Blagne je tudi izjemno zanimiva osebnost. Kljub značajski odprtosti še vedno ostaja malček skrivnostna. Ena in edina diva Helena Blagne. Dobrodošli. Dober večer, Borut. Hvala lepa za tako lepo napoved. Dolgo nisem kaj tako lepega slišala, tako da res sem hvaležna, ampak imam pa eno prošnjo. Prosim. Že uvodoma. A bi bilo možno, da bi se mi dva presedla, ker jaz sem vajena levega profila? Mislite, da bi se... Ja, da bi se presedla. Seveda, divi je potrebno ustreči. Izvolite. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. No, to se mi še ni zgodilo, ampak se na koncu tudi še nisem imel dive v gostah. A ne da. Koliko je, če sva že začela s tem, koliko je izgled, prezenca umetnika pomembno za njegov uspeh? Vi ste glasbenica, seveda. Osvajate z vašim glasbenim čarom. Koliko je potem videz pomemben? Je pomemben, veste, ampak če nima umetnik strokovnega znanja, je vsak videz in vsaka mladost, tudi velikokrat me to tudi sprašujejo slednje o mladosti, je kratkega diha, kratkega daha, ker ljudje prepoznajo kakovost s časoma, ne? Tako da, kot rečeno, to je bolj kratkoročno. Je pa zelo pomembno, prosim, jaz sem zagovornica tega, da ko smo na odru, da smo urejeni, da lepo zgledamo, ker tudi jaz rada vidim lepega izvajalca, oziroma da je lepo urejen. Fino je, če je vse v paketu. In pa seveda prezenca, karizma, kot ste dejal. Karizme se pa ne da naučiti, to pa imaš ali pa nimaš. A izbirate recimo outfit, tudi glede na vaše počutje, morda celo počutje tistega večera, ko imate koncert, koliko to vpliva na izbiro recimo vašega izgleda? Na počutje ravno ne. Gledam pa seveda, kakšnega tipa je event, kakšna publika sedi, ker je to različno od slavi do koncertov, do različnih eventov, kot rečeno. Tako da zelo, zelo različno, ampak moja rdeča nit je pa glamur od nekdaj. Glamur od nekdaj. Zato vam tudi rečemo, da ste diva. Ne, ne samo zato, da ste prva in edina, ampak hvala, ker sem prva rojena. Ker date toliko na izgled in mislim, da je to lepo in prav. Se mi zdi, da ko prijete na oder, vemo, da boste čudovito peli, najprej pogledamo, kako izgledate in vedno izgledate čudovito. A čutite ta feedback publike, ko stopite na oder? Kakšne občutke imate takrat? 40 let že stopate na oder. Kakšne občutke imate? To je že kar mejnik 40 let. A veste, da to je pa res, je kar dolga doba. Ne? Sicer ne občutim, ker sem ves čas v glasbi, ne? In glasba je pravzaprav res, malce se sliši zdrizano, ampak je res moje življenje. Meni je bila položena v zibelko. Ampak publika čuti razdajanje, publika čuti, predvsem jaz sem interpret, predvsem baladni izvajalec in vsako besedo želim ljudem prenesti, da jo čutijo. Ne, se pravi, tako kot jaz čutim glasbo,
se trudim, da ljudje začutijo mojo zgodbo, ker kaj sem jaz? Jaz sem pripovedovalec zgodbe, ki je uglasbena. Vi čutite ta feedback publike, ko seveda. Se mi zdi, da kakšenkrat, če znam prav ocenjevati pevce, so kakšenkrat prav v svojim strastnem elementu in takrat se mi zdi, da se povežejo. Ne? Ja, to je posebna Povejte energija. nekaj o tej energiji. Ja, to je posebna energija, ki se širi iz odra do publike in dobiš jo nazaj. In to je velika strast. Jaz vam zelo težko to z besedami opišem, kako jaz čutim glasbo. Ne? Glasba je ena velika moč, je energija, je eno čisto čustvo, predvsem eno iskreno čustvo in velike emocije. Ni pa vsak izvajalec tako delan, ne? Mi vemo, da imamo medijske zvezde, ki so medijsko suportirane, pa seveda ljudi, ki pojemo, jaz zase vem, koliko dam ljudem in med drugim sem tudi zaradi tega toliko let na sceni, lahko to samo zavestno rečem, ker jaz to čutim, tako kot ste rekel. Jaz čutim, jaz vem, kaj ljudem dam in koliko mi ljudje dajo nazaj. A ste to začutili že takrat, ko ste z 12 leti zmagali na prvem glasu Gorenjske, nekaj takega, na Jesenicah, ne? Ja, na Jesenicah. Santa Lucia je bila ta pesmica, se še zdaj spomnite, kako je bilo to? Veste, da se spomnim vsakega trenutka. To ste bili še deklica, 12 let stari. 12 let, še zdaj sem se naježila, ko ste mi to omenil. Tak aplav sem imela, da od tistega večera naprej nisem več mirno spala. In od malega vedno, ko me kdo vprašal, jaz sem ves čas prepevala po dvorišču, ne? Pa v šoli sem bila glavna, pa vedno sem šla tako v spredje, jaz nisem bila introvert, jaz sem bila zelo tako, sem kar želela nastopati in biti v prvih vrstah. In vedno, ko so me vprašali, Helenca, kaj pa boš ti, ko boš odrasla? Ja, pevka, ne, to ti je položeno v zibelko. No in potem ste prišli na ta nastop je bil čudovit, publika se je odzvala, vi ste imeli mravljince. Ja, jih imam še danes. In tako rekoč ste vedeli, da ste prestopili nek nov prak, ne vašega življenja. Res, to se neka čarovnija se je takrat zgodilo v mojem življenju. Kratko kasneje, nekaj let kasneje ste postali pravzaprav že profesionalka. Ja, jaz s 14 leti sem bila kot najboljša slovenska amaterska pevka. To je bila karavana mladih pevcev po Sloveniji in sem dobila takrat pokal revije Antena, vi se jo spomnite to revijo in to mi je ogromno pomenilo, seveda vam še danes hranim te pokale in vse te nagrade, ki sem jih dobila. Potem sem pa 16 leti imela svoj prvi bend. Mi smo bili bolj rockerji. Smo bili take rockerske komade, mladi smo bili razposajeni, željni odra, ogromno je bilo takrat nastopov, veste, kako je pomembno. Takrat ste bili oblečeni v kakšne strgane kavbojke ali kaj? Niso bile še takrat strgane kavbojke, ampak usnjene hlače in tako frajerka sem bila. Okay. Ja, in potem sem se v bistvu kalila v teh bendih, v teh skupinah, mi smo tedensko večkrat nastopali, ne? To je bila velika šola in... To je bilo že profesionalno nastopanje? To ni bilo še profesionalno. Počasi ste šli s tem? Ja, jaz sem takrat ekonomsko srednjo šolo še obiskovala, deklice, takrat moje sošolke so hodile smučati v Kranjsko Goro, ker jaz sem Jeseničanka, jaz sem hodila pa pet. Ne? Potem pri 20-21 sem se pa resno začela ukvarjati z glasbo, profesionalno in to je zdaj 40 let. Vi ste prodali 2 milijona plošč. Vi ste najbolj prodajana slovenska glasbenica. Ja, drži. Preko 2 milijona, že kar krepko. Doma in v tujini. 40 let zadovoljevati zahteven okus publike, to ni lahko, si mislim. Ni lahko in ni naključja, veste, to je, talent je premalo. Se veste, veliko je treba delati. Jaz sem ogromno vložila in v svoje znanje, ne, in v izobrazbo in veliko sem delala, tudi določene žrtve so potrebne. Povejte nam nekaj o tem. Bili ste mladi, začeli ste torej profesionalno pot, ne ve vsak, da mu je usojeno, da bo na koncu na vrhu sveta, ne? Seveda ne. Kako so bila ta prva leta? O čem ste sanjali? Kje ste iskali navdih? Kaj ste si želeli postati? A veste, da sploh nisem, seveda sem sanjala o Splitskem festivalu, ki ste ga tudi osvojili potem. Ja, tudi v prvem večeru Splitskega festivala sem dobila prvo nagrado publike. No, povejte malček o teh sanjah, kar povejte. Ja, sanjam še danes in strast ohranjam še danes. Očitno sem takšen človek tudi in predvsem tako zelo imam rada to, kar počnem. In o čem ste sanjali takrat? O zmagi recimo na Splitskem festivalu? Niti ne. Samo
o sodelovanju. O nastopu. To je bilo zame dovolj, to je bilo nepredstavljivo, da bi pela na Splitskem festivalu. In potem sem tudi, kot rečeno, zmagovala na teh jugoslovanskih festivalih. Se je pa zgodil preboj leta 1986 na Makedonskem festivalu, kjer sem pa dobila, mislim, v konkurenci zelo dobrih jugoslovanskih pevcev, takrat vokalistov, prvo nagrado publike in skladba, ki je takrat zmagala, naslov je Koga te nema, kar pomeni Kadar te ni, je še danes ena lepših evergreenov ever v Makedoniji. Tako da ja, in pred časom sem dobila zlato plaketo za umetniški doprinos k makedonski Sicer ste dobili glasbi. veliko nagrad, ampak vrniva še malce k vašim sanjam. Kaj pa danes, 40 let kasneje? O čem danes sanjate in sanjarite, da boste? Kaj vas danes navdihuje? Sej morate imeti nek... Ja, je težko, veste, ni vedno lahko. Nek motiv, da ste vedno najboljši. Najtežje je, da je Slovenija res malo področje, malo tržišče. Jaz sem se rodila na enem velikem tržišču, ne 20-milijonskem. Potem v nekem trenutku sem se znašla na tem mikro področju. In tukaj toliko let v bistvu delovati, moraš zelo modre poteze vleči. Zato, ker da se te ljudje tudi ne prenasitijo, ne vedno moraš ostati zanimiv. Ampak jaz seveda moram imeti nek plan, pa razmišljam, da kater oder grem in kdaj. Ampak so pa stvari, ki jih delam pa tudi zelo spontano. Ne? Je pa res, da se rada malce tudi umaknem, zaradi večjih vzrokov, ker želim svoj čas, ker se želim spočiti, ker želim dobiti neke nove navdihujoče cilje, nove ideje, ne? Ker malce opazujem, kaj drugi počnejo. Mogoče dam občutek, kot da sem se umaknila, ampak jaz sem ves čas tu. A ima tudi umetnik, glasbenik, neko filozofijo svojega nastopa, petja, izbire? Zelo različno. To je zelo različno, odvisno od narave. A ne nastop, recimo koncert, moraš imeti scenarij, ne, zato da je tudi neka gradacija, da je to neka logična zgodba, razumljiva. Če so taki navadni eventi, veliko je spontanosti, veste, veliko je v trenutku, tako kot jaz začutim. Predvsem je to velika predanost in vedno kot, da si prvič ali zadnjič na odru in to ljudje čutijo, a ne zato. A je ta karizmatičnost potem rezultat vsega tega, ali je karizmatičnost še nekaj, kar človek ima ali ne? Kako to razumete? Ni dvoma, da posedujete to karizmatičnost, ne? Kako jo razložite? Jaz mislim, da si s tem si rojen. S tem si rojen. Zelo pomembna je tudi samozavest, ne? Samozavest na odru. Ampak ne bi rada, da bi se slišalo preveč nekako, preveč samozavestno, kar bom zdaj rekla, ampak jaz vem, jaz sem se od malega, od tistih 12 let, ko sem bila na odru, ko sem začutila, kaj se je zgodilo, od takrat naprej vem, da imam to moč na odru, da vem, kaj ljudem dam. Lahko sem potem samozavestna, a ne, ker veš, kaj daš od sebe. In vedno želim, da gredo ljudje zadovoljni iz koncerta. A so takrat na odru neki občutki vznesenosti, absolutni občutki? Vedno. Ko ste v najboljši kondiciji, ko je publika najbolj razigrana. Vedno. Dajte nas malček seznaniti s temi čustvi, ki jih žal drugi nimamo, ne? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja glasbeniku v teh trenutkih? A veste, to so vse vidno na nastopu, na energiji, na razdajanju, na interpretaciji. Interpretacija je blazno pomembna. Kako ti interpretiraš skladbo? Tako kot sem rekla uvodoma, bolj kot si prepričljiv, bolj kot padeš noter, bolj ti ljudje verjamejo. Brez tega enostavno ne gre. Jaz drugače ne znam. Ker če nimam dobre vizije, če nimam dobrega projekta, kakršnega sem si jaz zamislila, recimo v planu, da bi ga realizirala, takrat se rajše umaknem. Takrat delam druge stvari, ne? Ampak to so velike emocije, to je res velika ljubezen. Ko delate, pripravljate recimo nastope, ko začnete z neko pesmico, že slutite, da bo uspešnica ali že morda
slutite, da tudi ne bo uspešnica, pa jo vseeno imate, ker je del zgodbe. Se mi je to zgodilo 2, 3, da sem delala na silo, ne bom delala nikoli več v življenju, ker imamo mi včasih kake prišepetovalce v smislu, ti moraš zdaj izdati skladbo, nič jaz ne moram. Če je nekaj na silo, če ne začutiš, da je to, ne smeš delati. To sem se naučila v življenju. Ampak v studiu začutiš, ja, recimo so določene skladbe v mojem repertoarju, od Naj nihče me ne zbudi, jih bom kar naštela 3, 4, Reci mi, Moj dom, Ti boš vedno prvi. To so skladbe, enostavno veš, da bo uspešnica in da bojo ljudje sprejeli. Ker se zgodi tudi moment, ta erupcija čustev, da je to od joka v studiu do, mi rečemo, da imaš cmok v grlu, do tega, da imaš kurjo polt. Zakaj mislite, da neke pesmice postanejo take uspešnice? Da jih otroci prepevajo, starejši, da so povsod na avtobusih, v avtih, doma? Jaz mislim, da se mora publika identificirati s tekstom. Tekst je izjemno pomemben. Z melodijo. Ampak tekst je zelo pomemben, kaj ti povem, če se ti vidiš v tem tekstu, ne pri meni, kar bo pa bo, življenje vedno prav izbere. To se ljudje najdejo v tem tekstu. Ti boš vedno prvi, iz skladbe, ki jo starš zapoje svojemu otroku. Naj nihče me ne zbudi, je zaljubljena skladba, ne? To se pravi, ljudje se identificirajo skladbo. Seveda, po drugi strani so pa tudi skladbe, ki so medijsko zelo tempirane in ti avtomatsko zležejo pod kožo in postanejo hit, kar sicer ne bi, ne. Vam je kakšna posebej pri srcu? Seveda jih je veliko. Ampak da bi mogli eno izbrati, zdaj ta hip, glede na vaše razpoloženje zdaj tukaj v studiu. Mogoče Moj dom. Zakaj? Tekst sem sama napisala, ko sem bila na turneji v Avstraliji 3 mesece. Koliko ste bili stari takrat, če smo mislim, da nekje 26-27 let. In sem imela strašno nostalgijo po domu. In sem napisala tekst Moj dom. Že ko sem slišala melodijo, ko mi jo je komponist Vojko Cviligoj dal na vpogled, se je to začutilo, da bo to prelepa skladba. Potem, ko je pa tekst in ko daš ti svojo interpretacijo, zelo pomembna interpretacija, to je pika na i, takrat se zgodi ta čarovnija in zgodba. In sreča. Sreča. Velika sreča. Zdaj, vi ste absolutna profesionalka. In v tem poslu so vzponi in padci. Res je. In verjetno novih vzponov ni tudi brez kakšnih problemov in padcev. Kdaj bi rekli zase, da ste v vaši karieri podrsali po dnu, preden ste se znova dvigali? Morda celo tako, da javnost ni opazila. Kdaj ste se soočili z nekimi težavami in se potem vrnili nazaj kot šampion? Ja, ko sem imela zasebne težave. Ker ti kot izvajalec, ki dela z emocijami, tako kot jaz ves čas poudarjam, enostavno takrat, ko imaš zasebne težave in blokado, takrat enostavno ne moreš delati. Ni mogoče ločiti posla? Ne, jaz nisem, to ni proizvodnja. To so dušne stvari. Ampak tako, se pravim, različno funkcioniramo glasbeniki. Eni tako, drugi drugače. In ko si ti zasebno na dnu, jaz, ko sem bila osebno, takrat nisem mogla delati. Hočete reči, da ko ste bili srečni, ste tudi lepše, boljše prepevali? Ja, ker ampak ne gre neka pripoved, da so umetniki mogoče najbolj produktivni takrat, ko so nesrečni? Če si nesrečno zaljubljen. Aha. Če imaš pa ti drugačne težave, druge vrste, takrat... A tudi tudi pri pevkah je tako, ko ste nesrečno zaljubljene? Tudi. No, takrat je nastala, ko sem bila nesrečno zaljubljena, stara Naj nihče me ne zbudi. Ker sem jo interpretirala tako, kot sem se jaz počutila v tistem momentu. To so druga čustva, ne? Težave zasebne, druge vrste, to je pa druga zgodba. In takrat vam je bilo težko, vam je kdo pomagal, ste imeli krog ljudi, na katere so se lahko zanesli? Imela sem familijo, družino. Družina je, se veste, najbolj Ste se trudili, pomembna. Da bi to ostalo intimno, ali se je to poznalo tudi v vaši glasbi, v nastopanju? Se je poznalo, v tem, da sploh nisem takrat bila sposobna delati. Jaz nisem šla na oder, tudi če sem šla na silo in ni bilo to. Kako so se pa potem povlekli iz tega ven? Mislim, da čas svoje naredi. Čas svoje naredi, pa nekako se naučiš neko čustveno distanco in mogoče na probleme gledati malce zviška. To je sicer pogumna izjava, ampak enostavno se moraš to naučiti, če hočeš
preživeti in greš naprej in čez svoje potem, čez zaceli rane, se veste, in potem normalno gre zgodba naprej. Tako mislim, da se na novo rodiš, ne? A mogoče velja tudi za vas, kot mogoče pri drugih v znanosti, v športu, tudi v politiki, da ste potem morda zaradi te rane ali ne, celo še boljši? Lahko se zgodi, da si boljši ali si pa vsaj tako, kot si bil na začetku, ne? So bili trenutki, ko tudi se je na mojem petju slišalo, ni bilo tiste veselja, sreča, ne? To se vse čuti, bil je nek zamolkel glas, žalosten. In takrat sem si rekla, a bom še kdaj pela tako, kot sem včasih. In sem bila prepričana, da ne bom. Ampak, ko so minila ko je ta trenutek, ko je to minilo... Koliko časa je to trajalo? To je trajalo kar dolgo. Kaj ste pa počeli v tem času, zato da ste nekako preživeli? Neke sreče do glasbe niste čutili, ne? Kako ste se... A veste, koliko ljudi, ne, ki ima lahko blesteče kariere, zapade v krize in se zdi, da je konec, ne? In ti pogovori so namenjeni tudi tistim zlasti mladim ljudem, da vedo, da bodo prišli v take situacije in da se je možno iz njih izvleči. Kako ste si pomagali, da ste se izvlekli iz take situacije? Velika Helena Blagne, znana, slavna, in ko je doma sama, je v težavah in... Družina mi je stala ob strani in nekako, veste, jaz sem tako vzgojena, moja mama je vedno rekla, da dežjem vedno posije sonce. Čisto enostavno, ne bom nič filozofirala in vedno verjamem v dobro. Vedno verjamem, da se stvari tako izidejo, kot je prav. Ker sem tudi jaz nekako verna oseba, bom rekla, nisem nek fanatik, ampak verjamem v dobro, verjamem, da če dobro daješ, dobro prejemaš in obratno. Nekako vedno v življenju vem, da se bodo zadeve tako zaključile, kot je prav. Potem, ko se je to končalo, ste čutili neko večjo zrelost, osebno in tudi pevsko mogoče? Pevsko niti ne, ampak veste, kaj sem čutila, kot da sem se odklopila iz umetnega dihanja. Ponovno zadihaš, ponovno letiš in imaš spet voljo, eno strašansko voljo, kot na začetku kariere, ne? Ja, to so zanimive stvari. Kaj bi rekli mladim dekletom, pa tudi fantom? Mnogi si želijo biti slavni glasbeniki in uspevati. A so kakšni recepti? Ali se mora vsakdo na svoj način prebiti skozi labirinte do vrha? Seveda. Kaj bi jim svetovali? Jaz sem vesela, če bi razumeli koncept uspeha. A ne, kako priti do tega. Zdaj nekateri, veste, da ti mladi me presenečajo, sem zelo vesela, da je kar dosti mladih talentov, ki dobro vedo, zakaj gre. Ne, da to ni od danes do jutri nek uspeh, neka instant zadeva, ampak je treba veliko, kot sem rekla, delati za to, da ti res dobro narediš in da obstaneš daljnoročno. Jaz sem goreča zagovornica glasbene izobrazbe, pevske. Brez tega pri meni ne gre dolgoročno. Enostavno ne gre. Se pravi, to je številka 1. Drugo, strašansko moraš imeti rad, kar počneš, ker pride vse sorte. Saj veste, kako je. To je naš poklic je poseben. It's no business like show business. In moraš biti na vse pripravljen in moraš biti zelo modro velikokrat odreagirati na določene stvari. Je pa danes tako, da so se naredili določeni, jaz jim rečem vrtički, to so določene produkcije, producenti, aranžeri, ki imajo svoje pevce pod okriljem in težko mladi pridejo zraven. Ne? Tako da danes so ti, se malo kupčkajo te zadeve. Včasih je bilo drugače, moja zgodba se je delala v nekem drugem času, kjer so bili to drugi kriteriji, recimo manj medijev, cenilo se je neko delo, nek talent, ne? Si tudi danes, ne? Tudi se, ampak medijsko se da marsikaj narediti, veste, marsikaj. Tako da tudi nekdo, ki je mogoče malce slabši vokalist, pa ga lahko spromoviraš. Ampak ni zato, to so pač drugi časi. Se pravi, talent, odrekanje, profesionalizem, veliko dela. Veliko dela. V sebi moraš si res želeti, se pravi, kopli po sebi, ne? Saj vsak človek je talentiran za marsikaj, ampak sam pri sebi moraš najti to in potem na tem veliko delati in ko najdeš ta dragulj, delaš 100% in še več
in potem ni poti nazaj. Ste imeli kakšno glasbeno vzornika? No, takrat smo veliko poslušali Terezo Kesovijo. Ona je bila prvakinja, ona je bila krasna na splitskih festivalih. Bi rekli, da imate podoben glas, oziroma ne vem, kako se temu reče. Malce imamo njene, malce sva si midvi. Tudi prezence, ne? Malce sva si midvi podobni, no, lahko rečem. Sva tudi glasbeni kolegici, ona je ena prečudovita dama. Tudi sem se marsikaj od nje naučila. Drugače sem imela pozornico mojo profesorico Ksenijo Vidali Žebre, ona je bila ena velika dama. Profesorico solo petja, opernega petja. Vi ste nastopili tudi v arijah, ne, v operi. Tudi v operi. Kakšen izziv je bil ne. to? Jaz sem v bistvu se šolala, kot 16-letna deklica sem začela solo petje, sem hodila v glasbeno šolo, Kranj sem se vpisala takrat, solo petje in klavir pri profesor Sabira Hajdarevića, ona je bila odlična mezzosopranistka. Potem sem pa zaplavala v zabavne vode in kasneje, potem že, ko sem šla že proti 30, sem se odločila negovati pravzaprav pridobljeno, ker ti moraš ves čas vaditi, tudi zdaj ves čas vadim, ker ta tehnika ne sme, recimo ti prepona popustiti, tehnika vokalna mora biti ves čas, se pravi zbran ton v maski, mi rečemo, ne, to je zelo pomembno, zato da si ti ves čas fit vokalno na odru. Ne, si tega ne dovolim, da bi nazadovala. Zato sem si potem takrat seveda še potem obiskovala te ure solo petja pri gospe Kseniji Vidali Žebre. Zelo so bili prijatelji in zelo sem jo občudovala. Vi ste tudi nastopili v raznih glasbenih žanrih, ne? Tudi z različnimi bendi, poustvarili nekatere znane uspešnice. To ste delali zaradi zabave, to se mi je zdelo zelo zanimivo in tudi moram reči, da se me takrat najbolj navduševali, ne, s tem. Dež, ne, Demolition Group. Dež, Dež je, to je antologijska skladba. Taka hinavska, veste, sploh ne veš, kaj se zgodi, ko jo poslušaš. Ne, nekaj te premakne. A veste kako, to je bila moja ustvarjalna pot. Ne, da imaš v bistvu več glasbenih žanrov, seveda moraš biti pa sposoben za pet, od opere do jazz, soul, strašno rada imam Aretho Franklin, ne, Chaka Khan, Sarah Vaughan, to so odlične pevke in jaz kot mladenka sem veliko te pevke poslušala. Jih ne bi verjetno, če mi ne bi nekdo svetoval. En glasbenik je prišel na moj nastop in rekel, Helena, dobra si, ampak ti še manjka, poslušaj to. In jaz sem blazno rada sprejemala kritike, konstruktivne kritike. Tudi doma sem vedno rekla mami, ne me preveč hvaliti, povej mi, kaj je bilo narobe, da se vem popravljati. Jaz strašno nakladam, Borut, veste. Ne, ste sjajna sogovornica. Tudi vam bi rad povedal, da sem imel do prvega najnega stika nek drug vtis, neko drugo mnenje in da ste me vedno znova presenetili ravno s tem, ne, da ste zelo premišljeni, da ste zelo izdelana osebnost, da imate tudi nek moralen kompas. Ne. To pa absolutno. Kar me vedno znova potem prepričuje, da veliki uspehi velikih ljudi niso naključje, ampak so plod seveda neke značajske odprtosti, ampak zlasti potem profesionalizma, trdega dela, da nič ni podarjeno. Zlasti, če ste 40 let na odru. Ne, to so me tudi starši naučila, veste, da moraš trdo delati, tako kot ste rekel, nič v življenju nam ni podarjeno. Ne? In to je ta moja življenjska filozofija, je disciplina in trdo delo, ker enostavno drugače ne gre. Tukaj ni bližnic, tukaj ni polovičarstva. In to tudi recimo, jaz kot sodelavec, jaz že na začetku povem mojim sodelavcem, jaz pričakujem to in to od vas. Če mi to lahko nudite, lahko gremo v zgodbo. V nasprotnem je boljše, da se sploh ne pogovarjamo. Ne? Zdaj, kmalu boste imeli nastop v Križankah. Ja. Prej ste omenjali sanjarjenje in kako si predstavljate ta nastop? Kaj bo zdaj novega, kaj bo drugačno? Kaj želite, da se zgodi neka eksplozija navdušenja? Ja, jaz vem, da bo tam ena krasna publika. To čutim enostavno in to bo en lep koncert, ker se pripravljam že kar nekaj časa. To vsaj leto prej se začnejo postavljati temelji, če hočeš narediti res dober koncert. To ni samo koncert kot koncert, to je nekaj več, ker je to mejnik
v moji karieri. A glasbenik, recimo zlasti vi, živite za živ stik s publiko, za koncerte? Predvsem. Ja. Moram pa reči, da mene, zanimivo je, ne, da več treme, vedno imaš tremo, ne. Se veste, brez treme je lahko samo diletant. Trema je koristna. To je odgovornost, seveda. Če ni ravno zadušljiva, potem je koristna. Tako. In takoj, ko stopite na oder, mine ali je potrebno? Mine. Ja. Prej je vznemirjenje v smislu, tako kot ste rekel, odgovornost in da bo šlo vse tako, kot sem si zamislila. Ker nisem vedno sama na odru, tudi to je. In potem, ko se slišite na odru, ne? Ja, seveda. In se začnete občudovati, ali rečete, to je to, zdaj bo šlo samo še navzgor. Ja. In potem vi ponorite in publika čizmori, vse je noro. Publika zelo čuti mojo energijo, no? Sej, a ne. Pa se kdaj zgodi, da se zalomi? A se zalomi tudi takim profesionalcem, kot ste vi? Da bi pozabila tekst, se mi je zgodilo enkrat in smo se zelo smejali s publika in jaz na odru smo se zelo Kaj ste naredili? Veste, kaj sem zapela? Z orkestrom smo igrali smo v Novi Gorici, to je vaš rodni kraj. In jaz sem na odru zapela na mesto. Sama sem pela Traviato, ker nisem imela tega, kaj že bil, tenorja, ker so oni šparali se, ka bom pa jaz zapela v biologi, se ni problema. Gorenka. Ne? Gorenka. Okay. Ne, Gorenci so bili oni, ker mi niso privoščali tenorja. No, in zdaj Traviata? spojem napitnico iz Traviate in pride tekst. V vaših prsih kipečih budi se slast brez meja. Jaz sem pa zapela, v vaših prsih visečih budi se slast brez meja. Vrhunsko. Zdaj, kaj mi je bilo? In publika je to slišala? Publika ni niti dobro slišala, veste se kaj, takole oni mene poslušajo. Niso niti tok porajtali, mi rečemo na Gorenskem, medtem ko orkester je padel pa pod pult od smeha. To je bilo zelo zanimivo. No, skratka, ampak je šlo mimo. Je šlo mimo. To so take luštne. Kaj pa recimo, da bi imeli kakšen problem z glasom? Sej, lahko bi ga imeli. Človek se različno počuti in tako naprej. Jaz moram potrkati, ampak ne smem nič reči, ker me čakajo ti veliki koncerti. Zaenkrat To je potrebna neka velika disciplina pri prehranjevanju, spanju, vsem, tudi ne? Počitek, nič začinjenega en dan pred tem, nič gaziranega, se pravi nobenega cigaretnega dima, to odpade, alkohol, počitek, opevanje, ne preveč napolnjen želodec, in prava tehnika. Tehnika je tudi pomembna, veste zakaj? Zato, da se ti šparaš, mi rečemo, ker ti znaš potem uravnavati ton, da se preveč ne naprezaš, ker potem se iztrošiš. Se pravi, tukaj znaš balansirati tisto pravo. Se je kdaj zgodilo, da ste pred nastopom, mislim, da se skoraj vsem nam, ki smo profesionalci glede nastopanja, zgodi, da imamo mogoče nek slab občutek ali pa da nismo zbrani, ali pa se vam je kdaj zgodilo tako? Se mi je že kako ste potem to pregnali? To se vse da, ne? Ja, seveda se da, to je profesionalno, se potem odmislim. Saj, ko stopiš na oder, se zgodi druga zgodba, a ne? Ampak seveda se zgodi, saj smo ljudje, a ne, to je življenje. Ampak vse to je potem poplačeno pa s tistimi, fantastičnimi občutki, kot te pa publika sprejme in ti uživaš na odru, ne? Seveda, uživaš na odru. Absolutno. To je popoln užitek, ne? A veste se, če ne bi uživala več, ali pa da ne bi te strasti čutila, kot jo čutam, bi se poslovila. Jaz ne bom ustrajala do nekega konca, ne vem, do katerih let, jaz nisem ta človek. Jaz nisem ta oseba. Jaz se bom v pravem trenutku poslovila. Ker je treba ohraniti dostojanstvo. Recimo, ko ti začne glas nagajati, kot ste rekel, ker so določena leta pridejo, ko to ni več to. Ko je treba reči bobu bob in se posloviti. Koga imate danes tako še, da je morda celo vas prijatelj, pa da ga mi poznamo, da nekako skupaj še kaj ustvarjate, da morda je kaj, kar si želite narediti? Boste morda odkrili kakšne načrte za prihodnost? Jaz tako, da bi si z nekom želela, ga trenutno, veste, ne vidim na slovenski sceni. Predvsem bi mogla biti dobra skladba. To bi si želela. A je kakšna taka, ki si jo želite odpeti? Samo dobra balada, izpovedna. Jo pa imam, ki jo bom sama zapela. Imate vašo? Ja, mojo, novo skladbo. To bo mislim, da bo zelo dobra. V Stožicah? Ne, v Stožice bojo naslednji projekt, v Križankah. V Križankah, pardon. Ja.
Božje v križankah, ta Božje v križankah, ker gre kmalu ven. Se vam zdi, da je to, kar... Mislim, da bo to dobra zgodba. Je taka malo življenjska. Vas odraža? Seveda me, ker je to... Po čem bo šla? A veste kako, jaz bi bilo smešno, če bi jaz danes posnela nekega mačota. Zgledate tako, da bi ga lahko. To štejete kot brezplačen kompliment. Vedno ste znal laskati. Brezplačno. Povejte. Takrat sem ga lahko zapela, danes ga pojem jaz na tih žurkah. Ampak, da bi ga posnela, bi bilo smešno. Se pravi, v korak s časom in z leti. Kariera, ja, ampak drugače. Vsako obdobje drugače. Danes sem zrela oseba. Pa dobro, kaj boste peli o domu starejših občanov? Ne. A to pomeni, da sem že zrela za dom starejših. Kje sem se z vami? Sej prav, da se šaliva. Bolje, da se šalimo, kot pa da se žalimo. A se spomnite, kako so se imela lepo na žaru, ko ste me pekli, ne? Ja. Ampak sem se tudi jaz zabaval takrat. Luštno je bilo. In sem vam zelo hvaležen, da ste takrat prišli. Z velikim veseljem. Ste bili zelo duhoviti. Z velikim veseljem in lepo je, če se znamo na svoj račun malce pošaliti. Absolutno. To samo velik človek zmore, ne? Samo jaz mislim, da brez nekega občutka za samo ironijo. Ne? Tako. Pravzaprav tudi te javnosti ne moreš prenašati. Ne? Ja, sigurno. In to vam gre zelo dobro. Ali ste, mislim, da je to nek filter? Mogoče je to, jaz sem se spraševala, zakaj temu tako. Mislim, da je to filter, da me to nekako hajpa. Ta moja duhovitost, pa to, da malce, da ne jemljemo vse tako presneto v krču in resno. Saj življenje je lepo in je lahko. Ampak zdaj, ko vas poslušam, ne vidim še tega konca. To bo še dolgo časa trajalo. In križanke so samo prva naslednja etapa, ki vodi naprej in naprej. Jaz mislim, da bo še dosti takšnih nastopov, ne bo še tako hitro, predvsem dokler je publika. A veste, dokler je publika, boste tudi vi. Tako, globok bazen publike, potem bi bilo smešno. A ne? Dokler je publika, dokler te publika želi poslušati, do takrat bom na sceni. Ko bom pa začutila, da to ni več to, takrat se bom pa zelo dostojanstveno umaknila. Kakšne načrte imate še poleg petja? Nič nisva govorila o vašem privatnem življenju. Ja, o privatnem življenju zelo rada govorim. Nočete govoriti, vas nisem želel preveč spraševati o tem. Jaz strašansko rada potujem drugače. A vas moti, če vas opravljajo v rumenem tisku ali kaj takega? Ne? Jaz sem se navadila. Jaz sem prišla do te faze. Kaj vas je najbolj zbodlo do zdaj, kar je bilo vas napisano ali rečeno? To, da sem, ko je bilo nek trač, da sem stara 36, pa sem bila takrat 33. Mislim, vi dobro zgledate za 70, no? Dobro zgledate za 70. Se pravi, take stvari vas motijo, to ni nič hudega. Ne, to se hecam. Najbolj, ko začnejo neke natolcevanja v zasebnosti, to takrat me je zmotilo. To so bile kakšne take neokusne stvari. Logično, da to te zmoti. Ampak kot javna osebnost morate vi, moramo nekako prenašati tudi take stvari, sej niso vedno zlobne. Mene kakšenkrat moti, če vem, da napišejo nekaj, kar ni res, vedoč, da ni res in da te želijo prizadeti. Ampak sem se tako navadil, da me prav zato to ne prizadane. Neko klep sem dal okrog sebe, kdo drugače je težko živeti. Čustvena distanca se drugače ne zmoreš, a ne? Se ne zmoreš. Rumeni tisk. Sej rumeni tisk so družbeno omrežje, cel planet je postal rumeni tisk. Sej vidite, kako v bistvu se vsi nekako razdajamo. Ne vam povem, če smem reči v imenu vseh naših ljudi, da vas imamo zelo radi. Da vas občudujemo, da ste pustili zares do zdaj sijajen opus za seboj, da še veliko pričakujemo od vas za naprej. Ste res prava legenda, ste taka diva v vseh ozirih, tako da ste navdih in zato ste bili tudi povabljeni v ta pogovor in ste se sjajno odrezali, če odmisliva ta škandal na začetku. Ampak to sodi k temu poklicu. Gospa Helena Blagne, mi je bilo veliko čast in veselje, da so se pogovarjali. Hvala vam. In vam želim še naprej vse dobro. Tudi vam. Hvala lepa. Srečno. Srečno, nasvidenje. Zdaj se pa lahko presedem. Srečno. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi Mastercard podcasta Navdiha. Srečno!